Pozdravljeni, dragi dobri ljudje, danes na 4. adventno nedeljo. Ob romarski poti k svetemu Jakobu v Kompostelo stoji znamenje, na katerem je zapisano ime 17-letnega Mihaela, ki je na tem mestu končal svoje zemeljsko romanje. Poleg njegovega imena je zapisana misel: čoln je varnejši, če je zasidran v pristanišču, vendar to ni namen čolnov. Te misli sem se spomnila zdaj, ko je Eva prižgala 4. svečko na adventnem venčku, ki je bil narejen z namenom, da bi nas pripravil na rojstvo našega odrešenika, da bi nas budil veselje in hrepenenje. In ta venček je ta namen tudi izpolnil. Tudi vsi mi smo ustvarjeni z nekim določenim namenom, na svet prihajamo z nalogo, ki jo naj izpolnimo, lahko rečemo tudi, da na ta način izpolnimo Božji načrt. Kako velike reči dela Gospod po tistih, ki sprejmejo njegov načrt za svoje življenje, lahko vidimo pri Mariji in tudi pri svetem Jožefu, ki si svojega življenja prav gotovo nista predstavljala, da bo potekalo tako, kot je, ko sta zaupala v popolno Božjo ljubezen in se pustila oblikovati svojemu stvarniku. Tako, da sta izpolnila v vsej polnosti ta Božji načrt. Evangelist Luka pripoveduje v današnjem evangeliju, kako je Marijina sorodnica Elizabeta vzkliknila ob Marijinem obisku: blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod. Blagor ji, ki je verovala. Tudi nam blagor, če bomo postajali vedno bolj to, kar je zapisano v dedni material Frančiškovih. Da postajamo vedno bolj oznanjevalci popolnega veselja, ki naj ob vsaki priložnosti skušajo drugim prinašati veselje in upanje. Zato, dragi bratje in sestre Frančiškovega svetnega reda in vsi ljudje dobre volje, sprejmimo to prisotnost Božjega otroka, ki prinaša v temo našega sveta in med prestrašene, med razdeljene, med naveličane ljudi neizmerno dragocenost odrešenja. Želim vam blagoslovljene praznike Jezusovega rojstva ter mir in dobro.